Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kar veliko pozornosti smo danes posvetili različnim ukrepom za pomoč gospodarstvu in podjetništvu. Če navedem samo nekaj poudarkov, sprejeli smo strateški program Slovenskega podjetniškega sklada, ki predvideva spodbude za podporo podjetjem. Potrdili smo akcijski načrt za delo z mladimi kmeti s ciljem, da se bo čim več mladih odločalo prevzemati kmetije in si prizadevalo zdrave, domače, slovenske hrane in seveda zbrali to za svoj poklic. Odločili smo se, da v okviru projekta prestrukturirane slovenske avtomobilske industrije GREMO dodelimo 2 nepovratni spodbudi za inovacije. Gre za podporo 2 konzorcijama, v katerih je več kot 20 podpornih slovenskih podjetij. Za projekt razvoja zmogljivejših baterij vlada namenja dobrih 18 milijonov evrov in za razvoj sodobnih, lahkih električnih vozil skoraj 20 milijonov evrov. In, spoštovane in spoštovani, danes smo dokončno zaključili zgodbo z nepremišljenim nakupom 8 kolesnikov. Kot se verjetno spomnite, je prejšnji minister za obrambo pogodbo podpisal v odhajanju, že po volitvah, in to kljub pozivom sedanjega predsednika vlade, naj tega ne stori, in opozorilom stroke, da je nakup neracionalen in škodljiv. In ena od prvih odločitev naše vlade takrat je bila, da se umaknemo iz tega škodljivega posla. Takrat so seveda v javnosti krožile razne napovedi in strahovanja, da bo odstop od pogodbe izjemno drag, celo da nas bo stal 70 milijonov evrov. No, z današnjim sklepom vlade se naše obveznosti v tem poslu zaključujejo. Celotni strošek odstopa je 4 milijone evrov in je že v celoti poravnan. Zelo daleč od teh katastrofalnih napovedi, kar smo seveda sprejeli jasno odločitev in ker smo vztrajali in se nismo pustili ustrahovati in ker smo se spretno pogajali, smo državo rešili pred škodljivim poslom, ki nas bi stal več kot 350 milijonov evrov v fazi nakupa in na to še milijone in milijone v stroških za samo vzdrževanje teh vozil. Zanimivo, 2 leti za nami je iz tega dogovora z lastnim proizvajalcem izstopila tudi nemška vlada. Tako da iz tega izhajata 2 sklepa. Prvič, da se je treba pri prihodnih nakupih vojaške opreme nasloniti na stroko in je treba razmišljati ne le o ceni, temveč tudi o stroških vzdrževanja opreme v samem nadaljevanju od nakupa dalje. In drugič, da je treba pri pravilnih odločitvah, kot je bila ta, vztrajati. In tako bomo vztrajali tudi pri odločitvah o samih reformah, ki smo jih napovedali, in enako kot pri bokserjih se bo v pravem času izkazala tudi njihova pravilnost za koristnost za državo in seveda tudi za državljane. Najlepša hvala. Sledijo novinarska vprašanja. Najprej pri nas, Lea Majca, NSTA. Ja, pozdravljeni. Na začetku se vas sicer v prenosu ni slišalo, govorili ste o dolgotrajni oskrbi, omenili tudi nekaj napak, ki so bile storjene, kaj konkretno ste imeli v mislih, in pa seveda veliko kritik je bilo predvsem na račun tega odstotka, ki bo dodatno šel od naših plač, predvsem pri upokojencih. A ste to zdaj kakorkoli rešili? Glejte, stvari, ki niso bile dobro zastavljene, je seveda potrebno popraviti. O sami vsebini, konkretnem vprašanju, ki ste mi ga postavili, bojo pa v nadaljevanju, bo ministrstvo in minister bojo tudi predstavili vse te izboljšave, ki smo jih pripravili, ki grejo seveda s ciljem, da izboljšamo kvaliteto storitve in v korist državljankam in državljanom oziroma tistih, ki bojo te storitve tudi koristili. Ampak obdavčitev pa ostaja nespremenjena. V tem trenutku izboljšujemo samo, storitev in kar se tiče teh zadev, ostale zadeve se mi zdi korektno, da odgovori pristojni minister oziroma predstavniki ministrstva. Drugo vprašanje imam pa na nakup teh 8 kolesnikov, kje pa smo zdaj z nakupom teh finskih patrij, če je bilo pravilno razumeti?
Kar se mi zdi pomembno, da v naslednjih nakupih se opremo na mnenje stroke in da vse tako pomembne nakupe, ko gre za varnost države in državljanov, se pogajamo med dvema vladama. Tako da tej pogovori so v teku, vse nadaljne informacije pa bo pristojni minister, ko bo čas, vas bo tudi s tem seznanil. Imate kakšno oceno stroškov, koliko ali pa primerjavo? To bo odgovoril minister, ki je pristojen tudi za pogajanje in za nakup novih vozil. Metka Majer, Pop TV. Pozdravljena. Ja, evo. Zdaj, pa imam več vprašanj, pa mogoče prvo sam, kar se tiče torej, teh 8 kolesnikov, kako ste pa prišli, ker se je govorilo, torej, da bo več 10 milijonski penali, če tako rečem, ne? Kako se je zdaj ustalilo samo pri 4 milijonih, kaj se je tu zgodilo? Rekli ste, da ste ustrajali pri svoji odločitvi, ali je tu prišlo do kakega dogovora ali kako? Ali smo pri sami odločitvi, nismo pokleknili ustrahovanjem, da je ta nakup neracionalen in da nas bo stalo to, kot ste sami omenili, 70 milijonov. Dosegli smo ga pa tako, da so naši predstavniki ministrstva bili izredno dobri pogajalci. Izvolite. Ja, zdaj imam pa na eno drugo temo, o kateri mislim, da niste govorili, ker se vas tudi ni v začetku slišalo, ampak veliko je govora v zadnjem tednu, 2, 3 o varnostni situaciji v državi. Mislim, da se bo tudi notranji minister na to odzval, ampak je nekaj prahu dvignil tudi predsednik vlade, ko je prejšnji teden za našo televizijo dejal, ko je govoril o varovanju tožilke v zadevi Kavaški klan, torej da jo razume, češ da pač so tekale informacije tudi v same mafijske vrste. Pa me zanima zdaj, ali ima to, a ste kaj govorili o tem, ali predsednik vlade stoji za temi besedami in ali bo vlada kakorkoli seveda v tem kontekstu ukrepala, če se to res dogaja? O tem danes nismo razpravljali. Kar je meni znano, je notranji minister odredil notranji nadzor CVZ-ja in danes ima v 15. tudi novinarsko konferenco, kjer mu lahko tudi zastavite vprašanje. Ja, me pa zanima, glede na vse očitke, ki jih sliši tudi iz opozicije, kako je pa v koaliciji, ali ima minister podporo še? Mi smo, kar se tiče same tematike izbora generalnega direktorja policije, opravili prejšnji teden. Koalicija se v naslednjih dneh od takrat o tem sploh ni pogovarjala, delo teče nemoteno, koalicijsko smo pri vseh točkah usklajeni. Še kaj, Metka Majer? Ne? Potem pa poskušamo še enkrat z Andrejem Sekulovičem, če bomo ga zdaj slišali. Pa menda imamo težave s prenosom, posnetek bo na koncu na voljo na vseh kanalih, kjer novinarji dostopate do naših posnetkov. Izvolite. Morda pa natipkate v pogovor, čeprav bo še kakšno vprašanje pri nas. Se minister Račon zdaj poslovil. Hvala. Hvala, srečno. Zdaj pa vabim ministrico za zdravje, da predstavi sprejeta predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih za zagotovitev dostopnosti v zdravstvu in o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti. Izvolite. Ja, najlepša hvala, vsem lep pozdrav. Se pravi, danes smo na seji vlade potrdili 2 predloga zakonov. To je interventni zakon za zagotavljanje dostopnosti v zdravstvu in pa novelo zakona o lekarniški dejavnosti. Oba bosta poslana v državni zbor. Če najprej predstavim interventni zakon oziroma bistvene ukrepe v interventnem zakonu. Prvi tak razlog je, prvi ukrep je, da podaljšujemo obstoječe ukrepe na področju družinske medicine. Se pravi, veste, da pravna podlaga za ambulante za neopredeljene preneha z koncem leta 2024, zato smo
morali poskrbeti za bolnike, ki so sedaj opredeljeni v teh ambulantah za neopredeljene. Ambulante torej ostajajo enake, imenujemo jih dodatne ambulante družinske medicine, torej ne gre več za ambulante za neopredeljene, pri tem pa način dela ostaja v teh ambulantah enak. Se pravi, bolniki so še vedno opredeljeni na ambulanto, ne na družinskega zdravnika, sicer pa je koncept dela oziroma obravnave popolnoma enak. To je bilo pač potrebno, da ohranimo dostopnost vseh tistih, ki so neopredeljeni v času, ko vemo vsi, da družinskih zdravnikov nimamo v Sloveniji zadosti. Ker obstaja ta manko družinskih zdravnikov, prav tako podaljšujemo nekatere druge ukrepe, ki so bili prej v interventnem zakonu. To je dodatek za povečan obseg dela v ambulantah družinske medicine in otroških ter šolskih dispanzerjih. Gre za tiste zdravnike, ki imajo več glavarinskih količnikov oziroma več opredeljenih ljudi, da lahko tako kot do sedaj dobijo za povečan obseg dela ustrezen dodatek. Z interventnim zakonom je tudi prenehala veljavnost dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine. Tudi ta ukrep podaljšujemo, saj se je izkazal za zelo učinkovitega. Z njim motiviramo seveda mlade zdravnike, da se odločijo za specializacijo iz družinske medicine. Kot veste, pred leti je bil interes za specializacijo iz družinske medicine zelo nizek. Zaradi tega ukrepa, tudi verjetno zaradi tega ukrepa se je interes povečal, število mladih zdravnikov, ki so se odločali za specializacijo iz družinske medicine, se je povečeval, še vedno pa ni dovolj visok. Ker se je pokazal ukrep torej za učinkovitega, smo njegovo veljavnost podaljšali. Prav tako smo z interventnim zakonom zagotovili sredstva za 40 novih specializacij klinične psihologije. Na področju klinične psihologije so potrebe našega prebivalstva po storitvah visoke, zato želimo ukrepiti mrežo strokovnjakov za duševno zdravje in z interventnim zakonom smo torej ta sredstva zagotovili. Prav tako interventni zakon prinaša določbo o spremljanju virusov, tudi SARS, CoV-2 v humanih vzorcih in v odpadnih vodah. Se pravi, gre za to, da želimo še naprej spremljati spremljati viruse tako za COVID kot tudi za gripo, okužbo z respiratornim virusom, a ne še naprej v humanih vzorcih in odpadnih vodah. Novo, kar prinaša tudi interventni zakon, je upravljanje registra bolnikov srca in ožilja, ki ga prenašamo na UKC Ljubljana. Register je izjemnega pomena. Kot veste, so bolezni srca in ožilja prvi vzrok umrljivosti in obolevnosti pacientov v Sloveniji, zato je prav, da imamo na tem področju urejen register. Register smo pred časom že imeli, vendar ni dobro deloval, zato ga prenašamo na UKC in ga na novo v bistvu vzpostavljamo. Seveda pa se nadejamo, da ko bomo zbirali te podatke, da bomo lahko na osnovi podatkov sprejemali bolj sistemske in ukrepe, da naslavljamo prav to področje. Veste, da je kardiologija ena od prednostnih področjih, ki ga tudi na drugih stvarih, kot so kazalnike kakovosti in napotitve, urejamo. Drugi zakon je novela zakona o lekarniški dejavnosti. Kaj prinaša ta novela za paciente? Prinaša predvsem neko sistematično ureditev zalog zdravil, se pravi torej gre za način preskrbe z zdravili, ki sledi celotnemu sistemu vpeljave oziroma nakupa zdravil v Sloveniji. Zagotavlja tudi zdravila za enote zaščite in reševanja, se pravi za gorsko reševalno službo. Veste, da je to področje do sedaj bilo neurejeno, novela zakona o lekarniški dejavnosti ga ureja. Prav tako novela določa in uvaja financiranje specializacij farmacevtov iz državnega
proračuna računamo na približno 20 specializacij na leto. Ena specializacija stane približno 112 000 evrov. Zakaj je to pomembno? Veste, da imamo na področju zdravstva tudi pomanjkanje farmacevtov, sploh glede na to, da se farmacevta vedno bolj vključuje v klinično delo, se mu daje nove naloge, da farmacevt postaja marsikje del tima na sekundaru, na terciaru, govorimo o brezšivni oskrbi, o vseh novih programih, ki jih je potrdil zdravstveni svet. Zato je pomembno, da farmacevte pritegnemo, da ostanejo v javnem sektorju. Prav tako uvajamo tudi dodatna specialna znanja za farmacevte, kar bomo pa kasneje na tej zakonski podlagi določili tudi z pravilnikom na Ministrstvo za zdravje. Kar se tiče ustavne odločbe, se pravi, ta zakon prinaša tudi uskladitev ureditve z ustavno odločbo iz leta 2020. Tudi s tem zakonom torej bolj jasno opredeljujemo, da preprodaja koncesij ni dovoljena. Zato smo v zakonu zapisali, da je pogoje za koncesijo treba izpolnjevati ves čas trajanja koncesije. Tako morajo koncesionarji na tem, se pravi v lekarniški dejavnosti, ves čas trajanja koncesije imeti več kot 50% delež lastništva družbe in biti njen poslovodja. S tem jasno povemo, da je koncesija zaupana konkretni osebi.